veseli me, da si omenila, v bistvu, da imate precej majhen tim, imate pač precej velike vloge, ne glede na to, da ste manjši tim. In ja, v bistvu lahko mogoče opišeš ne samo svojo vlogo, ampak ja, se pravi, kdo vse deluje, mogoče bi koga izpostavila posebej, glede na letošnje delo. Kdo je najbolj delo prinesel? Exactly. Hvala, Kdo je ojabun? Kdo se je samo šlepal? Ja, lej, seja naslednjo nedeljo, tako da še ne smem nič povedati, ker se bojo pripravljati. Ja, zdaj začela smo pravzaprav z Mitjo. Mitja Bosnič je glavni soorganizator in tudi co-founder, ko smo mi to ustanovili, začela brainstormati še leta nazaj, ko smo bila na Novi Zelandiji, pravzaprav. To je bilo kaj s Tolkien in ja, no, kaj misliš? Šla sta v luknjo, vzela sta tisti Fargorn Leaf in tako je nastala ideja. The pipe, the hobbits. Yes. Takrat se je pač videlo, mi dva smo hodila začeti konvencijo dosti pripravljena in mi smo eno leto prej začela brainstormati. Vem, marsikomu je tako, kako, zakaj. Ja, lej, treba je bilo kontaktirati vsa društva, ki so bila v Sloveniji. Hoteli smo ugotoviti, da se da konfuzijo nadaljevati. Ok, ne, ker je vseeno bolj, že gremo eno novo zgodbo na svoj način. Naj torej ta prave partnerje, prostor, noben od naj ni še nikoli organiziral nekaj večjega kot za 50 ljudi in sicer cilji so bili že seveda prvi event Jurija ljudi, valjda, da jih bomo no, pa smo se hitro malo kristalizirali realna tla. Ampak je vedno imeti visoke ambicije, ker če nimaš visokih ciljev, potem, mislim, dobro, če boš prišel samo na 50% svojega prvotnega cilja, si verjetno že dosegel precej veliko. Dobro imeti neke take visoke dolgoročne cilje. Ja, gleda to prihodnost. Tako da ja, z Mitjo smo bila idejni vodji in bom rekla tiste dva, ko smo postavljali vse to skupaj, ampak smo imeli pa zraven res zaledje društvo Gilgalat, ko je pač bilo tukaj njih ne bom naštevala, vsi vejo. Zelo so cenila to njihovo pomoč, ko so nama pomagali postavljati fizično prvih par konvencij, ker pač drugih še ni bilo takrat. Takrat je bilo res Gilgalat ta glavnina, ki je pač prišel zjutraj postaviti se mize, pripraviti, organizirati. Vseh 300 članov? Ne, takrat smo imeli 30 članov, ampak večina teh je zdaj jih je 3-4 so pol tudi v NMN core ekipi zdaj, no. Trenutno nas je pa 12 ali 14. Ful odvisno, kaj štejemo zdaj kot res core ekipa, ja. In eni so se tudi malo zamenjali, so se pač odločili pol za kakšno bolj solo kariero znotraj tega communityja. Urša Perčič, cosplayerka. In tako, ampak smo pač, pa smo začeli 2, pa smo bili pol neka ekipa 4-5, pa se pol to razširilo zdaj na 12 ljudi. Včasih kdo gre za kakšno leto stran, pride nazaj, to se pač, tukaj smo malo gibljivi, no. To je še glede na velikost dogodka, se to ne sliši toliko. Da si predstavljaš, ne vem, kakšne ekipe ljudi. Ampak se v času pred priprav to jadro kaj širi, glede na prostovoljce in takšne stvari? Ja, to smo zdaj res core organizacijska ekipa, ki imamo vsebino na čez, ko pač razporedimo si, mi imamo nekak segmente razporejeno, tista bom rekla, uradno upravljanje in vodenje ekipe pač z Mitjo, potem imamo pa programski del, ki jo vodi Kaja, pa imamo artistični del, torej našo ulico umetnikov, ki vodi Manca, društva, skupnosti in gaming ima Matic, tehniko, torej vse, kje so kakšne lučke, mikrofoni in vse to ima naš Klemen na čez, pol smo cosplay. Cosplay sta lansko leto prevzela Matic pa Klara. Predtem je pa rečemo Urša imela, zato sem prej Uršo omenila, ker je tak je leto zmagala v Armor kostumu. V bistvu je zelo segmentirana je odgovornost, v bistvu delujejo kot neko v bistvu manjše podjetje, kar je zelo zanimivo, ker v amaterskih v bistvu organizacijah si navajen, da vsak dela vse, pa nekdo je glavni odločevalec. To ni šlo, to smo zelo hitro videli, da ne gre več tako. Bilo je pa tudi vse je baziralo na tem, da smo mi dva se rabila razbremeniti, in počasi so ene zadeve šle od naju naprej in tudi letos so že prvič šle tudi kakšne bolj uradne zadeve
odnajo naprej na nove člane in Nerlisa je rečemo pomagala pri prevzemanju pogodb in tako naprej, da se še birokracija razbremeni. Potem je pa, da ne bom koga pozabila. Imamo, mislim, da 3 ure, tako da si razrahljaš spomin, definitivno. Se razmišljam, seveda, pa so se še pa Blue pa Zala sta prevzeli pri nam Infopoint pa pomočnike na dan dogodka in je zanimivo, tudi obe dve sta bili pred leti najprej naši minioni, torej prostovoljci na dogodku in pol smo se pač s časom bom rekla, sta level upali. They gained enough experience points. New class. Naša Iza je mojstrica za, ne vem, če ste igrali Wednesday Hunt, torej te razni hunti, ki jih imamo po eventu, pa pred leti še Sherlock rečemo. To je bilo tako zabavno. Zdaj pa mislim, da sem že koliko ne... Letos se nam je pridružila še nova za marketing, ko sem jo toliko rabila. Ana, hvala. Marketing sem ful let pač skozi sama vodila in ne morem več, preprosto nismo več, tudi časovno ne zmorem toliko kontenta pripravljati, tako da smo res rabili pomoč na tem področju. To pa zdaj pa mislim, da sem bolj kot ne